Ja, dober dan vsem skupaj. Najlepša hvala, Marjeta in Pija, za uvod. Kot rečeno, imamo približno 40 minut na voljo za to predstavitev, potem si pa želim, da tudi vi poveste vaša vprašanja, izkušnje, mogoče kako bi stvari lahko implementirali, kje pa vidite težave, pa najdemo še kakšne rešitve skupaj. Pri komuniciranju se srečujemo običajno s težavo, da lahko komuniciramo ves čas z objavami na družbenih omrežjih, z novicami, ampak vprašanje, ki se pojavlja, je, kaj takrat sporočamo. Zakaj dajemo tak poudarek na načrtovanju komuniciranja oziroma, bom rekla, v nekem orodju v načrtovanju, komunikacijskemu načrtu, je razlog v tem, da pravzaprav, kadar vidimo neka orodja, bodisi objave na družbenih omrežjih, plakate, oglase, je to vrh ledene gore. Celotno načrtovanje je običajno skrito, nevidno, ampak je pa nujno potrebno zato, da mi vidimo, ali komuniciramo s pravimi ljudmi, ali komuniciramo s pravimi cilji oziroma sledimo tistemu cilju, ki ga želimo doseči, in pa predvsem, kaj takrat sporočamo. Moje osnovno vodilo pri komuniciranju je, da moramo najprej opredeliti problem, ker če ne opredelimo problema, imamo potem same težave. Takrat, ko jasno vemo, kaj je pravzaprav izziv, s katerim se soočamo v organizaciji in ki ga želimo komunikacijsko podpreti, moramo pravzaprav se lotiti načrtovanja. In naloga komuniciranja je, da informira na razumevajoč način z namenom, da spreminjamo vedenje na dolgi rok. Zato si bomo danes pogledali en zelo poenostavljen recept za pripravo komunikacijskega načrta za vsakdanjo rabo. Poenostavljena rečem zato, ker komunikacijski načrti v stroki komuniciranja običajno lahko obsegajo tako časovno kot tudi vsebinsko zelo široko polje. In ta način, ki si ga bomo danes pogledali, je pravzaprav zelo poenostavljen in lahko tudi vam koristi, če se tega lotevate prvič. In je pravzaprav tak, jaz temu rečem, gospodinjski recept, ki se ga lahko vsakdo loti. Katere so glavne sestavine in so enake pri bolj kompleksnih komunikacijskih načrtih kot pri poenostavljenih? V prvi vrsti je to dober posnetek stanja, se pravi, mi moramo vedeti, kje smo, kakšne so naše trenutne razmere, kaj počnemo na določenem področju, potem pa si moramo določiti komunikacijske cilje. Pri komunikacijskih ciljih bomo pogledali, na kakšen način si določamo konkretne in pa merljive cilje, in pa seveda tudi razločili, kaj so neki organizacijski cilji, kaj pa komunikacijski. Potem pri ciljnih skupinah bomo pogledali, na kakšen način jih opredelimo, da so zelo konkretne, se pravi, da nimamo zelo splošnih ciljnih skupin, da bomo komunicirali z vsemi, ker je to običajno v praksi težko izvedljivo in pa še težje merljivo. Naslednja sestavina so ključna sporočila. Ključna sporočila so pravzaprav eno orodje že komuniciranja, ki nam pomagajo pri tem, da v nekem daljšem časovnem obdobju mi tudi spremljamo, kako učinkoviti smo z informacijami, ki jih želimo posredovati. Seveda, če mi vsakič spreminjamo ključna sporočila v vsaki novici, v vsaki objavi na družbenih omrežjih, na vsakem oglasu, povzročamo zmedo pri sprejemnikih oziroma pri ciljnih skupinah. Zato je pomembno, da jih opredelimo na način, da se tudi da ključna sporočila odražajo pravzaprav identiteto organizacije. In v bistvu šele čisto na koncu pridemo do orodij, se pravi do
newsletterov, do objav na družbenih omrežjih, sporočil za medije, dogodkov. In jaz običajno rečem, da kadar naredimo to domačo nalogo s komunikacijskim načrtom, nam tista nujna oziroma najbolj koristna orodja sama vam padejo. Pri orodjih je običajno tako, da jih izbiramo glede na to, kaj imamo na voljo. Seveda če bi nam proračun dopuščal, vsi uporabili neomejeno orodje, vsi bi sproducirali neomejeno video za družbena omrežja. Ampak dejansko za doseganje ciljev se lahko zgodi, boste videli potem tudi na primerih, da lahko izberemo samo eno orodje in ima zelo dober multiplikativen učinek potem še v drugih medijih. Kar se tiče posnetka stanja, ko pripravljamo komunikacijski načrt, vam bo v pomoč teh 6 opornih točk, če temu lahko tako rečem, oziroma vprašanj, na katere si boste verjetno lahko relativno hitro odgovorili. Prvo vprašanje je pri posnetku stanja, kaj smo do sedaj delali na tem področju. Dosedanji rezultati, dosedanje aktivnosti, ki smo jih počeli v preteklih Evropskih tednih mobilnosti. Mogoče tukaj lahko tudi vključite še kakšna druga področja dela, ki so povezana z mobilnostjo, niso pa neposredno povezana z Evropskim tednom mobilnosti. Potem te naše aktivnosti ocenjujemo potem, ali so bile koristne ali ne. Ali smo za nekaj porabili zelo veliko denarja, pa ni bilo učinka, nekje drugje smo lahko porabili manj denarja, pa smo potrebovali večjo ekipo, pa so bili učinki večji. Pomembne so tudi različne študije, analize, raziskave, ki jih je seveda vse več na voljo, lahko se pa na tem področju tudi lotimo, pa naredimo neko novo anketo ali prek različnih spletnih obrazcev, lahko z nekimi fokusnimi skupinami, skratka, da zelo dobro poznamo, poglobljeno poznamo naše razmere v našem okolju. Četrta točka je, katere materiale imamo na voljo. Tukaj pri Evropskem tednu mobilnosti pravzaprav je že zelo velik del, ki ga pripravi ministrstvo z različnimi materiali in potem vam v veliki meri to že tudi olajša komuniciranje oziroma prilagajanje vsebin v vaši občini. Zelo pomembno področje je tudi, kaj so neke aktualne vsebine v družbi. Verjetno ste se že kdaj srečali s kakšnim oglasom ali pa s kakšno oglaševalsko kampanjo, ki je nagovarjala trenutno aktualne družbene razmere na kakšen šaljiv način in pravzaprav s tem tudi prišla do neke dodatne pozornosti. Kot pri vseh stvarih je pa tudi pomembno, kaj delajo drugi. Od drugih se lahko učimo dobrih praks ali pa tudi iz njihovih napak. In pri posnetku stanja je še ena zelo pomembna kategorija, kakšen proračun imamo na voljo, kakšno ekipo in pa čas za pripravo. Bolj iskreno, kot si odgovorimo na ta vprašanja, bolje bomo potem lahko določali aktivnosti in pa vse nadaljnje korake pri komuniciranju. Kot sem že prej rekla, komunikacijski cilji so eno tako področje, ki se jih običajno ljudje ustrašijo, ampak jaz osebno uporabljam en sistem postavljanja komunikacijskih ciljev, ki je zelo enostaven, pa hkrati konkreten in tudi zahteva pravzaprav, da se ga ves čas držimo. Kratkoročno vedno postavljamo si za cilj, da ljudi informiramo. Se pravi, koga bomo informirali, kdaj, kje in pa seveda o čem. To pomeni, recimo en tak primer takega komunikacijskega cilja je, da bomo o Evropskem tednu mobilnosti v naši občini
informirali 50% vseh upokojencev. Ali pa recimo, ne vem, 30% vseh šoloobveznih otrok. Na ravni informiranja smo, bom rekla, se moramo tudi zavedati, kako bomo stvari merili, ne. Če rečemo, da bomo vključili toliko in toliko šoloobveznih otrok, potem moramo imeti sistem, kako bomo to merili. Ali to pomeni, da bomo imeli neke aktivnosti v šolah, ali to pomeni, da bomo delali z nekimi klubi, društvi, ki organizirajo aktivnosti za otroke in vemo, kakšne so številke njihovih članov. Na srednji rok vedno delamo na razumevanju. Zakaj je to pomembno? Predvsem, ker ko oblikujemo ključna sporočila, se velikokrat zgodi, da jih oblikujemo v jeziku, ki ga mi uporabljamo vsak dan. Ko pa govorimo o naših ciljnih skupinah, je pa njihov jezik lahko popolnoma drugačen. Če dam mogoče čisto za primer, v Sloveniji je zelo uporabno, da predvsem na lokalni ravni, da uporabljamo narečne izraze. S tem se bistveno bolj približamo jeziku, ne samo ciljnih skupin, ampak tudi če dodatno njihovo pozornost dobimo. In pri razumevanju se moramo tudi vprašati o tem, kaj pravzaprav naše ciljne skupine že vejo v tem področju, a ne. Mi vsak dan delamo na področju trajnostne mobilnosti, ampak naše ciljne skupine pa mogoče tega izraza niti ne uporabljajo vsak dan, ga poznajo in običajno je, da je potrebno ta izraz oziroma ta pojem preoblikovati v nekaj, kar je ciljni skupini bolj razumljivo. In tretji sklop komunikacijskih ciljev je spreminjanje vedenja. Ta se običajno dogaja v dobi 5 do 10 let. Pravzaprav krajše je zelo težko pričakovati, razen v primeru, kadar z zakonodajo posegamo v to. Ja. Zdravo. Nekaj šumi vmes. Se pravi, spreminjamo vedenje na dolgi rok. Glede ciljnih skupin. Jaz sem vam tukaj navedla skupine, ki jih običajno uporabljamo, in kadar recimo delamo komunikacijske načrte, smo zelo, zelo konkretni. Če dam za primer pri prebivalcih, rečemo, to so prebivalci stari od 45 do 65 let, ki živijo v krajevni skupnosti 1, 2, 3 in se vsakodnevno vozijo z osebnim avtomobilom. Pri teh definicijah ciljnih skupin se nam pogosto rado zgodi, da rečemo, mi bi radi dosegli vse, a ne. Mi bi radi, da vsi spremenijo svoje navade, še posebej glede trajnostne mobilnosti. In pri komuniciranju bi vam rada samo to rekla, ne, da na dolgi rok se seveda te navade spreminjajo pri vseh. Ampak ko delate kampanjo za 1 leto, je pomembno, da se usmerite na eno zelo jasno definirano ciljno skupino. Zakaj? Zaradi tega, ker običajno nimamo toliko časa, niti toliko sredstev, pa ljudi, ki nam lahko pomagajo pri izvajanju tega, da bomo res za vsako ciljno skupino posebej prilagajali in sporočila in aktivnosti. In seveda, ena od ciljnih skupin, ki so v zadnjih letih zelo popularne, so vplivneži. To so tisti, ki na družbenih omrežjih širijo dober glas o različnih projektih, podjetjih in v zadnjih nekaj letih je to področje pravzaprav tudi doživelo eno pomembno spremembo, kar se tiče označevanja oglasnih vsebin.
kar bi vam jaz tukaj mogoče izpostavila, je, da če seveda sredstva ne dopuščajo nekega sodelovanja z vplivneži, to še ne pomeni konec sveta, ne. In seveda pri sodelovanju z vplivneži zelo hitro lahko pokažemo rezultate, ne. Bilo je toliko in toliko ogledov določenega videa, določene objave, bilo je toliko všečkov. Vam lahko iz prakse povem, da v zadnjih mogoče 24 mesecih tudi vplivneži z zelo velikim dosegom sledilcev ne prinesejo več kot 5 novih sledilcev, recimo vašemu profilu. In nekaj, kar lahko prinese zelo visoke rezultate, ne pomeni nujno, da bo spreminjalo potem navade ljudi. Zato je treba biti tukaj kar previden, no, v kakšnem formatu se lotevamo sodelovanja. Ključna sporočila. To so tisti klik motivatorji, ki jih uporabljamo zato, da pritegnemo pozornost na eni strani in pa seveda želimo si, da jih ljudje razumejo, da potem tudi pač v skladu s tem spreminjajo svoj način delovanja. Jaz običajno sledim enim zelo enostavnim, bom rekla, postulatom pri pripravi ključnih sporočil, da so seveda taka, da izstopajo, so nekako dobronamerno provokativna. Pri klikabilnosti, verjetno tudi svoje vsakodnevne rabe spletnih novic veste, da so te klikabilni naslovi lahko tudi pravzaprav en tak bumerang, če ljudje na podlagi nekega klikabilnega naslova ne dobijo tiste želene informacije, da to povzroči več slabe volje. In pa seveda, da so to vaša lastna sporočila, da ni to nekaj, kar je zelo splošno ali pa nekaj, kar je enako nekim drugim področjem. Kot že prej rečeno, je pomembno, da uporabljamo jezik ciljnih skupin, ne samo v smislu pisane besede, ampak tudi kar se tiče vizualnega, auditivnega oziroma kinestetičnega vidika. To pomeni, se pravi, tisto, kar vidimo, tisto, kar slišimo in tisto, kar občutimo. To je še posebej na dogodkih ta izkušnja zelo pomembna. Da uporabljamo pravilne simbole oziroma danes emotikone. Tukaj sem vam dala za nalašč simbol dvignjenega palca, ki je recimo med mladimi pravzaprav zelo slabo sprejet, ker običajno je to znak, ki jim ga starši pošljejo, kadar nekako pod prisilo pristanejo, da je nekaj v redu. Tako da je tudi to treba včasih malo razmisliti, kakšne emotikone uporabljati, da jih ni preveč, da ni tega, da ni pravzaprav to, da nima kakšnega še drugega pomena pri določeni ciljni skupini. In pa kar se nam rado zgodi pri oblikovanju ključnih sporočil je, da seveda želimo povedati vse in jih naredimo tako kompleksna, da jih naše ciljne skupine več ne razumejo. Zato čim bolj enostavno, razumljivo in še en pomemben del, da jih motivira k neki akciji, se pravi, da oni vejo, kaj naj iz tega naredijo. Kar se tiče komunikacijskih orodij, je zelo malo tople vode za odkriti, od novinarskih dogodkov, elektronskih sporočil, družbenih omrežij, oglasov, dogodkov. Skratka, tukaj bomo zelo težko kakršnokoli toplo vodo odkrili oziroma kaj novega našli, boste pa pač na podlagi določitve komunikacijskih ciljev in ciljnih skupin zelo hitro videli, da recimo, če boste želeli se pogovarjati z nekimi organizacijami, boste več uporabljali neke sestanke, elektronsko pošto, če se boste želeli ukvarjati z upokojenci, boste mogoče imeli v dogodek v domu za upokojence ali pa v kakšnih društvih, kjer se združujejo
Skratka, boste videli, da mogoče v nekih stvarih ogromne količine objav na družbenih omrežjih sploh ne potrebujete. Pri tem, ko kreiramo oziroma ko pripravljamo komunikacijski načrt, meni osebno zelo velikokrat pravzaprav, ko naj rečem, na koncu pridem do zaključka, da naredimo kakšno gverila komunikacijsko akcijo. Gverila komunikacijske akcije so pravzaprav najbolj pogoste takrat, kadar imamo zelo omejena finančna sredstva, čas in pa seveda nimamo veliko ljudi v ekipi, in njihov glavni rezultat je, da imajo tako imenovan multiplikativni učinek v različnih medijih. So dobronamerno provokativne, običajno jih pa uporabljamo takrat, kadar oziroma jih ustvarimo tako, da nekako netipično uporabljamo prostor in tudi izkoristimo nek moment presenečenja. Tukaj imate na desni že en primer, ki je bil seveda postavljen v enem mestu, na drevesu, zelo enostaven in bom rekla poceni napis, ampak je potem na družbenih omrežjih doživel zelo velik odmev. Tukaj imamo še nekaj primerov iz zelo različnih področij. Zgoraj levo je primer od znamke športnih superg, ki so odstranili sedalni del klopc in seveda ljudje so bili presenečeni, kaj zdaj to pomeni. Enostavno spet je bil ta moment, da so se začeli spraševati, kaj pravzaprav, mislim, na družbenih omrežjih, zakaj so to naredili, da so želeli spodbuditi, da bi ljudje pač več hodili, tekli in podobno. Naslednji primer je ta na desni, ki je mogoče tudi uporaben kje na vašem področju. Gre pa za to, da so na eni ulici razporedili čevlje po tleh in zraven je bil napis, da žvečilni se bolj šprime v košu za smeti. Potem imamo levo še en primer za post-it listke, kjer so pravzaprav kar dve stekli izložb prelepili s tem in enostavno in s tem dobili več pozornosti. Zdaj se bomo pa lotili enega takega bolj, bom rekla, še bolj praktičnega dela, kako oblikovati ključna sporočila, ker običajno je to en del pri komunikacijskem načrtu, kjer porabimo največ časa. Jaz sem vam skušala zapisati proces čim bolj praktično, tako da ga boste lahko, tudi ko boste imeli prezentacijo, ga boste lahko sami uporabljali. Običajno je, da ključno sporočilo na koncu je zelo kratko in enostavno, ampak da do njega pridemo pa je kar proces usklajevanja različnih mnenj, predlogov, idej. Jaz se zato najrajši držim teh 4 korakov. V prvi fazi je, da zberem, kaj pravzaprav mi želimo sporočati, kaj je tisto, kar mi hočemo ljudem povedati. Druga faza je, da zberem čim več različnih podatkov, da pogledam, da tudi najdem recimo članke, objave na družbenih omrežjih, kjer že kdo o tem piše, ali kot posameznik ali kot organizacija, da vidimo, kakšne so različne perspektive, ki jih imajo ljudje na določeno področje. In to dvoje je v bistvu neko gradivo, ki ga potem daš tudi neki ekipi, da vsak malo razmisli in pripravi, in na podlagi tega nastane nek širok nabor idej ključnih sporočil. To lahko izgleda, da imamo tudi po več strani nekih stavkov, nekih besedil, ki pravzaprav so en tak bazen, iz katerega potem črpamo za izbrane ideje.
In v tej fazi, ko pravzaprav naredimo en tak pregled oziroma povzetek vseh teh ključnih sporočil, ki so nam koristna, pa pridemo tudi do tega, da začnemo usklajevati z različnimi sodelavci, z različnimi organizacijami, s katerimi sodelujemo. Zakaj je pomemben ta del usklajevanja? Predvsem zaradi tega, ker to potem ljudje posvojijo in začnejo uporabljati na vsakodnevni ravni. Zgodi se velikokrat, da pravzaprav isto stvar sporočamo z različnimi besedami, z različnimi stavki in na koncu koncev to samo pomeni, da vnašamo nekaj več zmede v prostor pri ciljnih skupinah. Še nekaj takih praktičnih smernic za oblikovanje ključnih sporočil, ki vam bojo lahko v pomoč, da uporabljamo primerjave, nekoč, danes, prej, potem, kaj je vzrok, kaj je posledica, da se tudi pravzaprav da uporabljamo neke tako imenovane referenčne točke, se pravi, ko govorimo o trajnostni mobilnosti, rečemo, trajnostna mobilnost je tista, ki pravzaprav nas skupaj pripelje do nekega boljšega odtisa na naše okolje. Da niso to vedno isti, da pravzaprav ne govorimo o pojmih, ki so nam blizu, ampak uporabljamo neke vsebine, ki jih naše ciljne skupine uporabljajo vsak dan. Zelo uporabne so tudi rime, to pač verjetno zelo dobro poznate iz kakšnih radijskih oglasov, se tam največkrat pojavljajo. Je pa pri tem vedno, jaz temu rečem, riziko trivialnosti, zaradi tega, ker potem bolj pomembno postane, da se rima, kot pa da vsebinsko odgovarja področju, za katerega delamo. Magdalenice, verjetno vsi poznate ta občutek, ko neki vtisi nas spomnijo na pretekle dobre izkušnje. Tretje osebe, bodisi izjave, podpora različnih organizacij in ambasadorjev, pa seveda pri pomenu zelo hitro lahko uporabljamo nadpomenke, sopomenke in podpomenke. Jaz vedno navedem vse tri, zaradi tega, ker v kombinaciji vseh treh bolj ostanejo v vašem spominu, kot pa če bi govorili samo o različnih pomenih. Zdaj imam pa tukaj še ene 3 primere in seveda vas po tem delu vabim, da mogoče sami podelite kakšne primere, sami poveste kakšne vaše izkušnje, poveste tudi vaša vprašanja, ki so se vam mogoče porodila skozi to predstavitev. Prašički spodaj označujejo velikost proračuna, posamezne akcije. In bom na kratko čisto v vsakem primeru povedala, kakšen je bil problem, s katerim smo se ukvarjali, kako smo določali ciljne skupine, cilje in podobno. Prva je akcija Išče se progasti goš. Progasti goš je, kot vidite na tem plakatu, največja nestrupena kača v Sloveniji. In takrat, ko smo delali ta projekt, je bila domneva raziskovalcev z Nacionalnega inštituta za biologijo, da bi lahko živela v Sloveniji. Ker smo bili takrat ravno na začetku epidemije COVID, seveda nismo mogli iti na teren in ljudem razlagati, da je kakšne vrste plazilec je progasti goš. Seveda kače kot take imajo že en tak faktor strahu pri ljudeh. In zato smo se odločili, da ga bomo iskali kot v stilu izgubljene domače živali na spletu. To verjetno poznate, ko se mačka zgubi ali pa pes pobegne, pa potem ljudje objavijo na družbenih omrežjih fotografijo, pa napišejo, da se išče Bobby, ker je pobegnil raven spomladi v iskanju svoje ljubezni.
No in na tak način, podoben način smo iskali progastega goža. Osredotočili smo se geografsko samo na slovensko Istro. Tudi pravzaprav ta način iskanja izgubljene domače živali je nekako pri lokalnih medijih imel zelo, bom rekla, dober odziv, so se zelo dobro odzvali in tudi sami pravzaprav posvojili to zgodbo, da kot, bom rekla, prosto živečo žival, da je pomembno, da vemo, da je v prostoru, da jo skupaj iščemo. Kar nas je pri rezultatih recimo presenetilo, je, da kljub temu so bili odzivi iz vse Slovenije. Nekateri so bili celo prepričani, da so v drugih koncih Slovenije videli progastega goža, poslali so fotografije, različne videe. Za raziskovalce z Nacionalnega inštituta za biologijo je bilo zelo koristno, da smo dobili 5 podatkov o različnih osebkih progastega goža v Sloveniji oziroma v slovenski Istri, glede na to, da prej pravzaprav niso imeli nobenih podatkov, ki bi lahko potrjevali njegovo prisotnost, zgolj na podlagi pač okolja, v katerem živi. Dodatno, kar je bilo pri tem pomembno, kar smo tudi spremljali, je bil odziv ljudi na to, da je to kača. Ker seveda, če bi bil to srnjaček, ker če bi bila to neka lepa ptica, bi imeli bistveno manj skrbi. In vsakič, ko se je pojavil kakšen strah, bodisi v objavi na družbenih omrežjih, bodisi pri telefonskih klicih, smo lepo razložili, zakaj je koristen progasti gož, zakaj so tudi druge vrste plazilcev zavarovane, zakaj rabimo tudi strupene kače v našem okolju. In kljub temu, da seveda ljudje niso čez noč spremenili tega svojega razmišljanja oziroma strahu, je pač ta čas, ki smo si ga vzeli, da smo jim stvari razložili, bil pravzaprav poplačan s tem, da so rekli, razumem, mene je še vedno strah in zato bi vseeno rad videl, da ne bi imel izkušenj s tem. Drug tak primer je orakodojk po moško. To je pravzaprav bila ena akcija, ki je bila širše zasnovana, zbiranja starih slovenskih tolarjev za Evropodonno, Slovensko združenje za boj proti raku dojk. Ampak ob začetku kampanje pa smo želeli narediti en novinarski dogodek, ki bi nekako osvetlil precej nepriljubljeno tematiko psihološke pomoči svojcem in družinam obolelim za rakom dojk. Ker je seveda psihološka pomoč nekaj, o čemer se širše družbeno sicer vse več pogovarjamo, ampak vseeno je pa to nekaj, kar je načeloma še precej tabuizirana tema. Smo v goste na novinarsko konferenco povabili 3 moške. In sicer sina bolnice z rakom dojk, moža in očeta. Se pravi, z različnih generacijskih vidikov smo povabili moške, ki tudi pregovorno teže govorijo o nekih osebnih občutenjih in v osebnem pogledu do bolezni. In so vsi trije delili svoje izkušnje, svoje videnje o tem, kako so se njihove hčerke, partnerke soočale z to boleznijo in tudi kako je to vplivalo na njih. Tretji primer, ste ga pa mogoče tudi sami že kdaj zasledili, je tudi že kar nekaj let star, šola za župane. Tukaj je bila pa pravzaprav v izhodišču nekak problem, da so se želele nevladne organizacije bolj aktivno vključiti v predvolilni čas na lokalnih volitvah. Seveda, to je čas, ko
se različni kandidati predstavljajo na dogodkih, na družbenih omrežjih, na različnih soočenjih. In nevladne organizacije so si želele, da bi imeli po celi Sloveniji nek enak sistem, kako bi pravzaprav nevladne organizacije bolj lahko vplivale na politične programe kandidatov za župane in pa za občinske svete. In tako smo oblikovali šolo za župane. Vsaka občina ali pa regija si je izbrala lahko poljuben format dogodka, ampak namenjen je bil predvsem temu, da so kandidati za župane in kandidati za občinske svete poslušali, kaj pravzaprav nevladne organizacije, od gasilcev, gorskih reševalcev do Rdečega križa, manjših organizacij, kulturnih društev, počnejo za dobro ljudi v občini. Vsak od kandidatov, ki se je tega udeležil, je potem dobil tudi priznanje oziroma potrdilo, da se je šole udeležil. In tukaj je bil spet en tak multiplikativen učinek, da seveda so vsi to z veseljem potem delili na svojih družbenih omrežjih, da so se pohvalili pred svojimi volivci, potencialnimi volivci, da oni pač so poslušali nevladne organizacije, da so sodelovali da seveda običajno so bile te objave oziroma te zaveze podkrepljene še s kakšnimi obljubami, da bodo dobro sodelovali z nevladnimi organizacijami naprej. Kar je bilo še pomembno, da na dogodkih, ki so seveda osebni, so marsikatere nevladne organizacije lahko neposredno navezale stik s kandidati, se spoznali v živo, kar je potem tudi kasneje lažje navezovati stik, oziroma če se osebno poznaš, kot pa če pravzaprav se poznaš samo prek elektronske pošte oziroma telefona. In še en paket primerov, ki vam bojo mogoče koristili. Levo sta dva plakata, ki sta se mi zdela mogoče zanimiva čisto zgolj z vidika neke take pritegnitve pozornosti, da so različne igre pač na poti v šolo ali pa po nekih poteh, peš poteh. Drugi je pa pravzaprav tak bolj dramatično provokativen, da so tablete svežega zraka na voljo. Desni primer zgoraj, ne vem, če ste ga že kdaj zasledili, je, mislim, da iz leta 2014, se pravi, je zdaj že kar 11 let star. Mislim, da je iz Estonije. Ko boste dobili prezentacijo, lahko tudi kliknete na fotografijo, pa imate povezavo do prispevka o tem. So nevladne organizacije naredile eno akcijo, da so zgradile ogrodje avtomobila in so se potem na dan brez avtomobila oziroma v Evropskem tednu mobilnosti so se kolesarji takole peljali po cesti, tako da so vozniki avtomobilov videli, koliko pravzaprav prostora oni zavzamejo. In seveda ta cela skulptura oziroma ta cel sistem je pritegnil zelo veliko pozornosti, ne samo v njihovi državi, ampak tudi v drugih, in so na ta način pravzaprav opozarjali, kako je kolesarstvo oziroma kolesarjenje bolj koristno. Spodaj je pa en primer, ki je mene v zadnjem času zelo navdušil, pa tisti, ki ste z gorenjskega konca, ga mogoče tudi poznate. Je pa primer Zavoda za šport Jesenice, ko je sodeloval v nagradni igri za novo igrišče, ki ga je podeljevalo eno podjetje v sodelovanju z radijsko postajo. Kar je bilo zanimivo, da na koncu so tudi v bistvu zelo poenostavljeno povedali, kako so se tega lotili. Direktor je rekel, da si to igrišče želijo in so povabili k sodelovanju
dva fanta, ki sta najprej posnela en tak zelo čustven video. Potem pa pravzaprav so ves ta čas nabiranja glasov uporabljali številne mime, oziroma mimi so pač te različne objave, kakor jih imate tukaj dve, kako ostalim razložiti fenomen jesenic, pa glasoval sem, zato se bom tudi igral. To so fotografije ali znanih osebnosti ali v nekih posebnih pozah z nekimi zabavnimi napisi. Mislim, da so v teh parih tednih objavili več kot 70 mimov, se pravi, frekvenca objave je bila zelo velika in ves čas so ljudi nagovarjali k temu, da pač morajo glasovati na tak zabaven, humoren način. Na koncu so zbrali dovolj glasov in zmagali in s tem pridobili novo športno igrišče. Hočem reči, da ta primer je res tak, kjer so imeli časovnih enot zelo malo na razpolago, zelo hitro so se mogli organizirati, ampak seveda z dobro aktivacijo ljudi jim je tudi uspelo. Tako da tole je pa to, kar se tiče prezentacije. Mislim, da sem točna.